stavbi nekdanje službe državnega knjigovodstva SDK so obnovili prostore, v katerih bo v roku 14 dni zaživel dispečerski center Maribor. V bistvu sama dispečerska služba je že vzpostavljena, tako teoretično, a ne obstaja, v sklopu kliničnega centra Ljubljana. In ta služba bo delovala na 2 lokacijah, se pravi Ljubljana in Maribor. V Ljubljani bo po novem sistemu začela delovati že v mesecu aprilu, sicer še na stari lokaciji oziroma v starih prostorih. In pa kot rečeno, v mesecu maju pričakujemo, da bi lahko začela delovati tudi lokacija Maribor. Dispečerska služba bo skupno zaposlovala 140 ljudi, od tega 62 v Mariboru. Vse skupaj naj bi dispečerska služba imela zaposlenih približno 140 ljudi. Ne vem na pamet razdelitve, ampak približno pol odpade na Ljubljano in na Maribor. Prvi razpisi so že bili izvedeni, tako da mesta se počasi polnijo in v bistvu tej, ki so bili že v teh postopkih izbrani, pač jim sledi oziroma tudi že poteka izobraževanje za usposabljanje za tovrstno delo. Nujna medicinska pomoč bo z dispečerskim centrom še naprej nemoteno sodelovala in nudila pomoč na območju več kot 750 kvadratnih kilometrov. Sodelujemo samo v bistvu v tem smislu, da izvajamo še naprej nujno medicinsko pomoč in za nas pa prevzame, torej njihovo delo pa je, da opravljajo sprejem klicev za nujno medicinsko pomoč na območju, ki ga pokriva naša enota nujne medicinske pomoči, to je 200 tisoč prebivalcev na 745 kvadratnih kilometrih, torej v katerem so zajete vse naše občine, ustanoviteljice. V enoti nujne medicinske pomoči s podrobnostmi projekta niso seznanjeni, o dodatnih zaposlitvah pa vedo samo. Mi razpolagamo s tem podatkom, da sta 2 do sedaj zaposlena v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca dala odpoved delovnega razmerja in se s 1.6. zaposlita v UKC Ljubljana, dispečerski center Maribor. Do leta 2019, ko naj bi začel delovati centralni dispečerski center, bosta ljubljanska in mariborska enota delovali ločeno. Predvideno je, da bosta poleg razporejanja nujne medicinske pomoči še vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov.